Lepo vas pozdravljam na zadnjih februarskih zasedanjih s knjigami, tokrat pesniško-rokerski zasedbi. Med nami voščim posebno dobrodošlico pobudniku projekta in uredniku edicij Kulturnega centra Maribor, gospodu Dušanu Hedlu. Mojemu sodelavcu, moderatorju Borutu Gombaču, vsem izvajalcem na današnji prireditvi, pesnikom, glasbenikom in posebnima gostoma Ditki in Feriju Lajnščku. S Kulturnim centrom Maribor Univerzitetna knjižnica tradicionalno dobro sodeluje pri predstavitvi njenih knjižnih edicij. Tokrat predstavljamo zbornik uglasbene poezije Rokerji pojejo pesnike. No, če vam povem kot anekdoto, ko sva začela z Borutom se pogovarjati o tem, rokerji pojejo pesnike, sem jaz govorila o pesniki pojejo rokerjem, na kar mi je rekel, da je boljš, da to se ne zgodi, ker bi verjetno rokerji pobegnili. Projekt, ki ga ohranjate pri življenju že 20 let, si zasluži vse čestitke zaradi svoje unikatnosti in tudi zaradi svoje življenjske dobe. Dovolite, da povzamem nekaj pomembnih iztočnic o projektu. Njegov koncept je poiskati besedila slovenskih pesnikov, poiskati rokerje, ki iz nabora izberejo besedila za uglasbitev, izdati zgoščenko z nastalo uglasbeno poezijo, vsako leto nov izbor in nova zgoščenka. V projektu je skozi leta sodelovalo veliko pesnikov in tudi veliko rokovskih skupin ali posameznikov, od že uveljavljenih pa do manj znanih. Zbornik ob 20-letnici je prva tiskana antologija uglasbenih besedil, v tem projektu pa tudi nasploh v slovenskem prostoru. In naj zaključim s Hedlovim citatom na ovitku knjige: Še vedno smo tam, kjer smo bili leta 1997, na začetku. Rokerji pojejo pesnike so kot pradavni klic tropa, plemena. Mogoče dajejo vtis arhaičnega, vseeno pa lahko ugotavljamo, da so v slovenski kulturi vezni člen med različnimi umetniki. Veliko užitkov vam želim današnji večer. Hvala. Hvala gospe ravnateljici, hvala tudi v mojem imenu. Danes smo tu znova na zasedanjih s knjigami. Z kolegico Jernejo smo se pred kratkim pogovarjali, kako včasih eni literarni izhajajo, v okviru zasedanja s knjigami izhajajo iz drugega, in to se je pravzaprav tudi zdaj zgodilo. Namreč na prejšnjem zasedanju smo predstavljali knjigo Popevke, songi in šansoni, in da ne bi tisti avtor te knjige se imel za velikega frajerja, moramo povedati, da tiste knjige ne bi bilo, prav gotovo ne bi bilo, če ne bi bilo prej te knjige, oziroma tega projekta, to je Rokerji pojejo pesnike. Ta projekt ima sicer dve težavi. Ena je, spomnim se, ko je bil prvi plakat pri nas spodaj v knjižici, in je ena mojih sodelavk brala, dolgo čitala in rekla: pa kaj je to, Rokerji pojejo pesnike? Tako da v bistvu ta projekt je zelo nevaren, lahko se zgodi, da lepega dne Rokerji pojejo pesnike. Upam, da se to ne bo zgodilo. Drugi problem pa je pri samem imenovanju. Jaz nisem vedel, ali bi temu rekel projekt, ali bi temu rekel, ne vem, ker v bistvu je to tako široka stvar, bila je od video, filmsko, bili predstavitve teh pesmi so bile v Ljubljani, ena je bila celo, če se prav spomnim, zgoraj na Belleviju, v hotelu, baje, Draga Živadinova tudi že na Luni rezerviral eno, tako da jaz bi skoraj bolj rekel, da toliko ljudi se je zmenilo, da bi skoraj lahko rekel, da bi temu rekel nekakšno gibanje rokerji, skoraj da gibanje rokerji pojejo pesnike.
No, seveda tega gibanja ne bi bilo, če ne bi bilo ljudi, ki so samo to gibanje sprožili, ne, in eden glavnih, verjetno glavnih, je seveda Dušan Hedl. Dušan mi je danes poslal svojo bibliografijo, jaz sem jo dal printati in jaz mislim, da se še zdaj printa gore, tako da sem se na koncu odločil, da bom iz njegove zadnje knjige prebral bibliografijo. Te knjige sem pa tudi za tega vzel, so zelo zanimivi naslovi, mogoče bo tudi Dušan kaj povedal, Podjetništvo v kulturi in Podjetni nacionalni program kulture, pa tudi fajn se mi zdelo za fotografe, ena taka, en za drugim. Torej nekaj o Dušanu. Dušan Hedl, magister poslovnih ved in inženir elektrotehnike, sooblikuje sodobno kulturno dogajanje v Sloveniji od leta 1976, ko je prišel v Maribor obiskovati srednjo elektrotehniško šolo. Najprej se je uveljavil kot glasbenik, tekstopisec, potem kot likovni umetnik in sočasno kot organizator kulturnih prireditev. Mnogi so ga videli tudi kot aktivista civilne družbe, predvsem zaradi nekaterih obrobnih kulturnih praks, ki jih je občasno podpiral oziroma jim je odpiral prostore v družbi. Njegovo delo je pomembno predvsem na področju soustanavljanja kulturnih institucij, od mladinskega kluba Trate do galerije 88, MKC Maribora, Gustafa, Radia Marša, subkulturnega azila, Kud zid na meji, javne muzike Maribor in v zadnjem času Kulturni center Maribor, SID TV, Akord Rekord, Klasika Slovenika, Monofonika, Frontrum in tako dalje. In seveda, zaradi česa smo danes tu, zagona projekta Rockerji pojejo pesnike. Trdi, da je umetnik v prostem času. S projekti CZD, Pan Kapela, ki je bila izvedena v New Yorku, na glasbenem področju in slow pop, art na likovnem, režiral tudi film o novejši zgodovini Maribora. Zdaj pred kratkim sem gledal film Maribor, jugoslovanski Liverpool, zelo priporočam, krasna stvar, jaz sem bil take stvari izvedel, nisem vedel, da je Beatles čisto mariborska in da Mariborčani ne rečejo bugi, ampak vugi. In zakaj pa to boste izvedeli, ko boste film pregledali. Nima rad, če ga kdo prepozna kot umetnika, spoštuje pa učinkovite ustvarjalne ljudi. Konec 80-ih in 90-ih se je uveljavil tudi kot pisec kolumn oziroma komentarjev na temo kulturne politike, pisal v različnih medijih, Katedra, Večer, Mladina, Radio Maribor, vodil novinarski klub Maribor, bil direktor Radia Marš, kasneje tudi Radia Študent v Ljubljani. To mislim, da bo za začetek kar ne. Ko bo pa tisto sprintano, pa lahko ga dobite. Projekt Rockerji pojejo pesnike torej sega v leto 96-97. To je bil, mislim, da prvi koncert, ki je bil tam na Štuku, z katerega se je žal ohranil samo posnetek Bojana Sedmaka, če se prav spomnim. Nekaj bi rad povedal, da je bilo v tistem času že nekaj v zraku. Ustanovljali so se dnevi knjige, ki so recimo imeli idejo, da bi literarne večere, mariborske dnevi knjige seveda, da bi literarni večeri bili nekonvencionalni, to pomeni, da bi se mešali recimo z glasbo, z likovno umetnostjo. Tako da tu je že nekaj, potem takrat je ustvarjal Tomaž Brenk, ki je tudi eden od idejnih avtorjev projekta. Tudi on je poskušal mešati literaturo z performansom, spomnim se, da je svoje aforizme tudi podkrepil z glasbo. Potem nenazadnje Dušan je seveda zelo znan bil kot pevec in tekstopisec CZD-ja, legendarne pankovske zasedbe, ki je imela tudi zelo dobra besedila, tu je tudi Bojan Tomažič. In zdaj, če se prav spomnim, boš me popravil, se mi zdi, da je tudi že v okviru CZD-ja, tudi mislim, da Zdenko Kodrič nekaj tekstov prispeval, ki je bil takrat znan kot pesnik, tako da v bistvu neki osnutki so že bili, nekaj je že bilo v zraku. Jaz sam se spomnim si tega časa, da smo od Brenkom fejst debatirali o teh stvarih, jaz sem namreč zdaj fejst študiral in se poskušal najti trenutek, da bi si rekel, jaz sem bil tudi eden od tistih, pa ne, Dušan mi je pripovedoval
Brenk mi je malo v alkoholiziranem stanju pripovedal dolgo, ampak ona dva sta bila glavna avtorja. No, prosil bi te, da nekaj poveš o tem času, pa kako je pravzaprav sploh do tega projekta prišlo. Ja, hvala. Zdaj nisem pričakoval tako obširne predstavitve, ker ravno moj princip delovanja, oziroma tudi Rockerji, ko je pesnike, princip delovanja bi ne bil ta, da so umetniki na prvem mestu, ne pa organizatorji oziroma kulturniki, menedžerji. Jaz strogo ločim med kulturniki, ki jih namreč ne spoštujem, in pa med umetniki, ki jih spoštujem. Namreč in pa med kulturnimi menedžerji. Med kulturne menedžerje pa se štejem. In nimam rad, da se kulturni menedžerji postavljajo v svojih žarometov. In namreč naša funkcija je, da v svojih žarometov postavimo umetnike, nocoj pesnike, ki so tudi tukaj se v velikem številu udeležili. Hvala. In pa seveda v drugem primeru rockerje oziroma glasbenike, ki te pesmi uglasbijo, in z veseljem organiziramo televizijska snemanja televizijskih oddaj. Snemali smo jih na TV Slovenija, večino na RTS, in pa seveda najbolj zabavna snemanja so bila za našo matično televizijo si.tv, torej YouTube kanal, ki je tudi registriran kot medij pri Ministrstvu za kulturo. Ta so bila pa najbolj fletna, naprimer na Pohorju v Belvijo, kjer smo Turistični zavod Maribor oziroma te šefe, ki imajo prek gondolo, prosili, če bi umetnike spustili zastonj na gondolo. Ne, to pa ne. Tako da do sodelovanja med turističnim gospodarstvom in med kulturo ni prišlo takrat, ampak ja, se trudimo. Torej v jazz klubu je bilo že dost predstavitev posnetih tudi, in to si lahko seveda ogledate. Zdaj smo ravno v fazi, ko bomo te posamezne pesmi naseckali in bodo posamezni nastopi posameznih glasbenikov vidni. Kot rečeno, prvi rockerji pojejo pesnike pa so bili na Radio Marš. Na Radio Marš, v teh študentskih domovih, ko je bil Radio Marš še lociran v študentskih domovih, na Gosposvetski zori na koncu. Ja, zdaj, to je tak, ja, seveda, to se imenuje direktor in ja, tako se imenuje, ja. Čeprav takrat o direktorski funkciji dost nisem imel pojma, pa sem se potem potrudil. V glavnem, Brenk je bil takrat urednik, literarni urednik, in to je seveda vse potekalo v kaosu. To je vse šlo, Brenk, a boš ti neke pesnike, ti poznaš, ne, to, ne, aha, ja, jaz pa poznam neke glasbenike, ja, se jaz tudi, ne, pa sem potem, kakorkoli je to prišlo, kdo se je javil nekak, ne, ampak na koncu konca se je izkazalo, da so to vsi sami velika nacionalna imena sodelovala pri tem prvem naskoku Rockerjev pesnike, ki smo jih seveda v živo oddajali na Radio Marš. Naredili smo živo oddajo in nihče se ni spomnil, ali se pa je mogoče, da bi to snemal. Bojan Sedmak pa, ko je odšel doma, je doma vklopil kaseto, ali je imel timer narejen, kakorkoli, in se je potem njegov posnetek, ker je bil napovedan v tisti uri, ohranil. In seveda je to sedaj rariteten posnetek, ki ga objavljamo na različnih ploščah, in se s tem seveda hvalimo, gledajte, kaj je ohranjeno iz zgodovinskih arhivov. Rockerji pojejo pesnike, ampak to je njegovo delo, da je doma posnel na kaseto. V glavnem zabavne zgodbe, ja. Poje pa Branka Rudolfa, meni se zdi pa Strniša, ne, mislim, da je imel takrat, ja. Ta posnetek je zelo legendaren, ja. Pa Ivanušič je, mislim, da tam pel, ali je nastopal ali je prispeval pesem. Vem, da je šlo vse to, tako kot si rekel, je šlo vzporedno, Dnevi knjige so se ustanavljali z Zdenko Kodrič. Seveda, jaz sem imel, zakaj je to nastalo, ne, projekt, ker sem imel takrat en otroški, naivni, umetniški interes, tako kot pač po mojem mnenju vsi umetniki imajo ta naivni interes. Ne vemo, zakaj delamo, ampak delamo. Torej, da bi to tudi zapeli in da bi bili malo umetniki. In potem smo seveda od pesnikov razna besedila. Zdenko Kodič je prvi prišel preko Bojana Tomažiča, ki je bil njegov sodelavec Desko v Večeru, v Mariborski kroniki. Nadalje boš pa verjetno ti celo več vedel. Ja, ne vem, spomnim se, da je bil Dragan Potočnik, mislim, da je bil na prvih Rockerjih, ne? Drugi se niti zdaj ne spomnim. Kdo je še bil vse?
Piše nekje. Ja, pravzaprav tu piše vse v knjige, ja. Ampak dobro. Zdaj, da ne bom midva samo govorila, bi prosil Tadeja Veseljaka, da bi nekaj... Da nam v praksi pokaže, prikaže, kako to gre. Meni so dole plovi kabel, ki sem večko. Jaz imam tudi letos projekt, obletnico mojega projekta, oziroma zdaj že eno leto lani je bilo. 20 let, ko živim v Mariboru. Bravo, mislim, da se zasluži aplauz. Tako sem bil projekt začel. Ja. Pa sem mi še gnas poznal. Tako sem lahko gnas peš prišel. Tako je bilo fajn. Ker si ročno zategnil in je zmrznila. Letko ga lahko piješ peš na špil, tako sem to izkoristil. Tudi zaradi zime. Ja bom vam dnes demonstriral, kak je to, kdo rockerji pojejo pesem. Že je bilo dnes nekaj guče o tem. Pesem pa tak friška, tako je še na papiri tukla, nekaj še v glavi ne bi bila, glava pa še prav vroča. Tako sem se odločil. Zdaj pa, ki boš me zjutraj kaj, pač mi jab cigar plače, kaj. Špricen. Ker pa je tako vroče, pa jaz teksta ne vem, na pamet pa bi eno žensko bi neco. Ona to meni država. Ja, če imamo kakšnega črnca, kjera je tako korajžna, no. Dajmo, ne pride, eno, da je to. Oj, Slovinčeva, ti vridi. Ja, pa kaj te ne. Zaradi tega, ker se mi zdi, ker je glih lepo pasala. Toti performance moj. Zdaj, jaz sem malo čorav, ti pa si malo vekši od mene, tako se nekaj tako postavi, ker me jaz videl, pa ga še do te mene vidi. En veliki aplauz za Bredo Slavinec. Ona tu je ena taka mravljica. Prle, ki smo bili jako končni v tem, ker vemo 1+1, pa z ene pa z druge stvari naredimo tretjo stvar. To je ta pesem zdaj, ne. Feri, tebi da marsikaj znanega, pa Ditka, tebi da tu marsikaj znanega. Glih fajn, tako lepo. Pesmi se reče Nesem kak drugi. Lahko bi bila himna Tihega tjedna. Prineso sem ruže, ki friško cvetijo, odpela te v brege, ki palčki živijo, pokazati zvezdo z mojim imenom, napisati pesem z dolgim refrenom. Povabate včasih na placene znone, vujtro pod okno prpela cigone, prava kesajo misli pregrešne, zavipati želje, čigli so bile smešne. Stalno tak delam, nesem kak drugi, ljubezen ima svoj tok, ne teče po strugi. Tak delam stalno, ne hodim po poti, srečati samo ne pride naproti. Kušnem na roglo, do drugi norijo, španciram okoli, da kelnari spijo. Dete je živo, mrtvi heroji, midva pa spimo, vsak še v posteli svoji.
kot rečeno, je 20. obletnica Rockerjev. In ko smo se pogovarjali enkrat z Dušanom tudi na kavi, kaj bi ob 20-letnici, takrat smo nekaj razpravljali, je bilo kar nekaj idej, bilo je recimo tudi ideja, da bi izdali nekakšen the best of vsakega, mislim, celo sem jaz nekaj časa bil v igri, da bi mogoče to izbral, kar se je meni zdelo, glede na to, da pač ima vsak svoj okus, se mi zdelo to krivično tudi do tistih, ki pač na ta način ne bi bili izbrani. No in potem je lepega dne prišel Dušan z idejo, zdaj ne vem, če je bila čisto njegova, verjetno, da bi izdali pač vse te pesmi v takšni antologiji, ne. Ta antologija je čisto posebna, take gotovo še ni bilo na Slovenskem, torej so vse pesmi, ki so bile v vseh teh letih uglasbene. Je najboljša antologija zato, ker imam jaz noter največ pesmi, tako da ne, zaradi tega imam največ pesmi, ker sem pač od vsega začetka zraven in je pač v teh 20 letih pač tak nanese. Kako je prišlo Dušan do tega, da si se odločil? No, treba še povedati, da je urednica tega je bila Tonja Jelen, ki je žal danes ni tukaj. Moram reči, da je k sreči, pravzaprav, da je ni tukaj. Tonja Jelen, ker če bi rekli žal, ker boš Tonja rodila, potem ne vem, k sreči Tonja boš rodila, tako da na porodniškem in bo seveda želimo vso srečo in se ji zahvaljujem na tem mestu za to izredno delo, veliko delo je naredila z urejanjem tega zbornika, namreč urednikovanje je dan današnji bolj kot ne organizacijski posel, v bistvu že management, sploh pa pri takšnem projektu, kot je to, vse te kontakte pobrati, na kateri nimajo e-maila, nekateri samo na telefon funkcionirajo, drugi samo še na pošto, s tretjimi je treba osebno jih obiskati in ni bilo malo primerov, da jih je osebno obiskala in to knjigo naredila v enem mesecu. Poleti, letos, leta 17, knjiga ima letnico 17. In seveda, bilo je nekje logično, da bo ta zbornik slovenske sodobne poezije, ki verjetno je edinstven, kot si rekel, v slovenskem jezikovnem področju izšel, kajti pred 3 leti smo ustanovili novo zbirko, kajti v zbirki Frontier, v kateri izdajamo knjige že 30 let, ali koliko je šlo do zdaj 120 knjižnih del, se preveč žanrov se je mešalo in bomo še novih zbirk ustanovili. Pred 3 leti pa, kot rečeno, Simfonika Slovenika zbirka ustanovljena, v kateri objavljamo besedila, uglasbena besedila različnih glasbenikov ali pa piscev besedil. Tako je na primer Edvina Frisera je šla knjiga Milana Petroviča, ne spomnim se zdaj, kar Peter pomagaj. Tvoja knjiga, seveda, Ferjeva knjiga, se opravičujem. Ja, mislim, da 15 knjig že do sedaj. Take zbirke tudi še ni na Slovenskem? Ja, namreč knjižna zbirka Frontier je v začetku se ukvarjala s popularno kulturo, kar je seveda bilo spet dosti naivno početje in dosti idealistično. In seveda sedaj so stvari razširjene na znanstveno literaturo, v kateri smo precej specializirani, na seveda tudi beletristike, že vedno več tudi izdajamo pesniški zbirk, filozofije, sociologije, Rockerji pesnike, zdaj mogoče z imenom, ker je res nekaj hecov na to ime, tudi na internetu krožijo veselice teh pojejev. To je samo reklama. Pojejev pa pojejo, ja, seveda. Zdaj, nekaj smo morali v začetku, verjetno veste vsi, ki ste kdaj kakšen kulturni umetniški projekt počeli, eno ime moramo projektu dati, ne? Zdaj, kaj bo to prineslo čez čas, je vprašanje. Vprašanje je, če sem jaz takrat razmišljal, da želim s tem projektom v osrednji medijski in kulturni prostor. Meni je čez 10-15 let kapnilo, da bi to pa lahko zavzelo tisti prostor, ki ga je včasih zavzemala slovenska popevka. Kajti slovenska popevka, če zdaj gledam, si
uhe dol držim, ne. In pa mogoče ne smemo biti negativno nastrojeni in reči, da imajo naši glasbeniki slaba besedila. Jaz nikoli to ne rečem. Ne kritiziram drugih umetnikov, ampak nekateri pa. Kakorkoli, ta spoj besede in glasbe je vsekakor bil bolj zanimiv v zlatem času. Vsaj po mojem, jaz sem s to slovensko popevko gor rasel, preden sem srečal The Sweet, pa Slade, pa Glam Rockerje, pa David Bowieja, pa T-Rexe, pa potem punk rock, Clash in Sex Pistols in tako naprej, kar je spet zelo primitivno pa naivno, ampak tako je življenje, primitivno in naivno. In torej mi je nekje čez čas skapnilo, da je pa to lahko zavzelo en osrednji medijski prostor in bi to lahko na takšen način počeli, kot je to počela Svetlana Makarovič, ki sedaj ne vem zakaj skriva, da je za Avsenike pa za Slake pisala besedila in pa pomagaj mi njen fant. Gregor Staniša, ja. In še drugi pesniki. Če pogledamo te stare plošče, te vinilke, pisec besedila, ta znani slovenski pesniki, pisatelji. Mislim, zakaj bi ljudje tega ne bi spet počeli? Potem pa najbolj enostavno pa je seveda točno, glej, tudi primitivne, kaj so že? Modrijani, modri pa so, ja. Modri pa so. V glavnem, rock muzika je mogoče bliže umetniškemu, nekemu tako imenovanemu kulturniškemu, umetniškemu blizu ustvarjeno, ker je že zgubila tudi svoj point v času, je tudi že arhaična, je že starinska, je že tudi za muzej na nek način in je že blizu jazzu nekaj in te žanre vse tudi mešamo. In bi bil mogoče pravi čas, da bi to postavili na nacionalne odre skupaj s produkcijo RTV Slovenija, kar sem poskušal, par let smo se dogovarjali. Moram reči, da ko so desni uredniki desne vlade, je to lažje, čeprav to je malo smešno sicer, ampak nismo uspeli. Najbližje smo bili nacionalni produkciji za dneve evropske ali svetovne knjige. Knjige v Ljubljani leta 2010. Prestolnica knjiga, nekaj takega. Ljubljana, prestolnica knjige, ja. In, ne vem pa, bila evropska ali svetovna? Hvala, gospod direktorica. Ja, v glavnem, te stvari mi ne grejo, tako kot tudi številke. Včeraj me novinarka vprašala, koliko je pesnikov. Mene tudi, ne vem, kaj ti gre mi na živce to kulturna politika številk, statistika številk, iz katere potem se pridobivajo javno sredstva. Bi bil bolj zagret za število kvalitete. Kakorkoli. V glavnem, takrat smo bili najbliže nacionalni produkciji, pa je ena gospa tajnica Mica Puca, kaj na RTV Slovenija, upam, da bo šla čim prej v penzijo, pa potem spet probamo, zaustavila to produkcijo. Posneli smo, financirali so, celo plačali vse, moram reči, da pošteno plačali in da smo celo si takrat neke honorarčke nakazali, oziroma tisti producenti so dobili dobro plačano, zunanja hiša je celo snemala, je bil radio je snemal, studijsko tehniko, nikoli zmontiral in tudi televizija snemala z več kamerami prireditev na Kino Šiška. Žal še čakamo na montažo in na predvajanje obeh oddaj. Tajnica tiste je ostala. Tako je to. Generalni direktor pa mi ni uspelo postati pred časom, da bi potem Rockerje boje pesnike, kajti samo zaradi tega kandidiram za generalnega direktora RTV Slovenija, da bi Rockerje boje pesnike spravil na program. Mogoče še zdaj nekaj pesnikov. Povabil bi Milojko Krompe. Kaj tu? Ja, tu. Pa obenem čestitam za nagrado na festivalu erotične poezije, sem prav povedal? Ja, prav. Poberi svoj kufer in spravi se stran. Ne mi težit, ne vidiš, da je za manj. Zabrisal bom stran se tvoje stvari, še pes gre drugam, ko se mu zdi. Dovolj mi je tvojih zastrtih oči, rad bi kdaj videl, kaj se ti v duši godi. Zadosti imam tvojih urbanih prigod, lahko tudi spokaš, pa sva si bod. Enkrat sem sanjal tvoj topel objem,
slutil poljub, da tonem v njem. Enkrat sem sanjal naju zaman. Poberi svoj kufer in spravi se stran. Še Sara Špelec, prosim. Naj povem eno zanimivost glede Sare. Namreč med tem, ko prihaja na oder, pred 2 dnevi smo objavili na internetu 4 pesnikov danes nastopajočih. In prvič se je zgodilo, da je na medijsko-kulturnem centru, ki ga upravljamo, torej to je blok oziroma kar že razširjen medij v slovenskem prostoru, slovensko govorečem prostoru, berejo ga tudi v tujini, Avstraliji, Ameriki in tako naprej, zmagala poema tedna. In je bila včeraj prva. Najbolj bran članek je bila njena pesem včeraj. Kar je neverjetno, to za popolno nagrado. Če bi to vedela, da bo taka napoved, bi si jaz en govor pripravila, ampak hvala vseeno za back vokalist, ki ste mi odpovedali, sem jo sicer povabila. Zato ste obsojeni name, zdaj jaz upam, da jo znam na pamet. Pot rdeče kapice. Odšla je od doma pod kapo rdečo, a misli, da gosti pričaral bo srečo, da nanjo v grmovju nihče ne preži, povsod volčjih jagod krvave sledi. Obrni se v drugo smer, kapica draga, ko hiška bo blizu, ti nič ne pomaga. Iz dimnika babica se že kadi, če greš po tej poti, naslednja boš ti. A kapica jagode mirno nabira, pa zraven se volko poredno smehlja. Tak sebi jo stisne, da komaj še diha, pa vpraša, če jagode svojemu da. Leži v hišici, nič več rdeča, se komaj premika, visoko noseča. Razmišlja, le kaj bo z menoj, kaj sledi? Če greš po tej poti, naslednja boš ti. Pred 2 letoma so prišli možje v belem in me odvlekli po hodniku. Tukaj boste varni, so dejali, tukaj mana umirja, v mesarski dlani modra tableta. Tukaj boste ostali čez vikend, tako so dejali. Tukaj sem ostal, bil sem varen in nahranjen. Tukaj so borovci in blazne veverice. Tukaj so sprehodi. Tukaj si sam. Zdaj pa Dušan še eno tako čist praktično vprašanje. Mene zanima, pravzaprav zmeraj me zanima, kako to izgleda praktično. Zdaj pesniki napišejo pesmi, to sem tudi sam bil urednik, to vem, ta del poznam, ampak potem, ko rockerji to pregledajo, na koncu so oni tisti, ki izberejo, nekaj naredi že literarni urednik, potem pa me zanima, ker imaš ti bolj pogled z druge strani, kako to poteka, ali pride do kakšnih, zakaj rečejo, ta pesem pa je meni všeč, ta mi ni, pride do kakšnih sprememb, pride do kakšne, da se začnejo z pesnik pogovarjati, kaj bi ti lahko to spremenil. Jaz se spomnim, da sem imel prvič, ko smo za Quintone, ko sem imel prvo eno pesem z Quintonov in so me poklicali v eno sobo, temačna soba je bila, in potem je imel Marjan Bone, njihov pevec,
ki sem ga strašno spoštoval, tudi pa ga še zdaj, no. In je imel dolg govor in potem me je vprašal, če lahko dajo pred eno besedico in, ker bi mu to, ne. Jaz sem se seveda strinjal, ne, sicer je za mano stal njihov bobnar, tako da se tak in tak se mora strinjati, ne, ampak no, mene osebno namreč to zelo moti, če mimo moje vednosti nekdo spremeni, ne, ali pa če na nek že to tako začutiš, če že ima nek rif, pa potem besede na silo nekako da zraven. Se pravi, pri nekaterih pa je to čisto, če mogoče veš, če malo porazložiš, kako to poteka. Bom poskusil, ja. Zadnja leta, zadnjih 10-12 let recimo, to poteka nekako takole. Literarni urednik, ki je po navadi vsako leto drugi, pa tudi glasbeni uredniki so se menjavali. Torej, in literarni urednik nam da en špeh, recimo izbranih pesmi, ki jih je izbral po enem načinu. In potem mi to pošljemo eni skupini našim glasbenikov, s katerimi sodelujemo, ali pa celo preko omrežij razpišemo. Moram reči, da je v zadnjih letih mogoče razpis bolj učinkovit celo, prej pa je bil ta osebni kontakt bolj zanimiv. Jaz sem celo eksperimentiral leta 2010-2011, ravno v okviru ljubljanske prireditve, da sem brez enega telefonskega klica opravil, tako izdal CD, kot organiziral prireditev, s pomočjo sodelavcev seveda. In na osnovi tega sem hotel tudi potem naročiti program, software, torej avtomatizacija kulturne proizvodnje, čisto zares, namreč. To ni uspelo, moram reči. In to še sedaj ne bi uspelo, bo pa, verjamem, kajti projekt se splača vse zaradi eksperimenta, če ne drugega, nadaljevati. Kajti potem bo dosti več pritekalo iz naslova avtorskih pravic, kajti bolj bomo učinkoviti, več bomo lahko producirali, seveda, če bo kvaliteta ostala na nivoju, ampak software bo tudi to predpisal. Ko pa naletimo na avtorske pravice, pa je namreč to, zdaj Quinton Marjan Bonnet ve, na tem tvojem primeru, ve, kaj so to avtorske pravice in zna z njimi handlati. Torej, on je šel in te na pravi način na to pripravo, če bi pravi. Ja. V glavnem, bilo pa je kar nekaj primerov, seveda, ko so glasbeniki šli na oder, ampak jaz to mladim ne bi zameril. Šli na oder in potem je Petra se to spomni, ko je bila urednica, na Štuku smo imeli ta primer pri izdaji drugega CD-ja in je potem prišel Tone, ja, Škrjanec, razburjen, češ, kaj so zdaj in so mu res spremenili, smo potem to ugotovili, spremenili smo besedilo, seveda, je pa tako, mladi si niso upali kar tako kontaktirati z nekim respektom, vamo, tamo, dol, gor, ali pa po nerodnosti. Jaz bi tukaj vedno iskal dobro mero in pa rockerji, pesniki in vsi naši projekti so tudi, v njih je ta smisel tudi, oziroma to poslanstvo in nazadnje tudi cilj, da na nek način tudi izobražujemo. Tudi veliko mladih prihaja v ta, jaz to imenujem nazadnje posel, ne glede na koliko zaslužimo od tega. In to pomeni tudi na nek način izobraževanje iz naslova avtorskih pravic. In jaz bi apeliral na to, da ste ljudje čim bolje, pač tisti, ki sodelujo v tem, poučijo. To pa ne pomeni to, da se poučiš na ta način, da vse zabremzaš. Kajti zdaj, kot rečeno, vedno moramo tukaj iskati dobro mero. Seveda je pa v vsakem primeru je potrebno vprašati. Jaz sem Jurija Hodolina, ko smo mi oglasbili v CZD, vprašal, pa mi ni dovolil. Pa sem se prvi 2 dni jezil, in potem sem vrgal stran, to ne bom, pa potem pa sem nekaj zmumljal, ko sem odpel. Ne gre. To bi moralo biti več sodelovanja, ampak mi da smo kolega, seveda, normalno sodelujemo naprej in upam, da bomo kakšno knjigo tudi njemu izdali v bodoče, ampak tukaj bi tu moralo biti vzpostavljeno večje sodelovanje, kajti moram reči ti le nazadnje,
Tudi Tonja kot urednica tu upravlja veliko delo. Najbolj v tem smislu se bo Peter Dobaj, sourednik knjige, tudi spomnil dobro, kako je to potekalo. Jaz sem namreč moj predgovor, ne spomnim se, sploh predgovor, kaj piše več, karkoli, ampak vem, da je bil zelo pesimističen in pljuvaški železo bruhal, ne vem, strele, češ nismo dobili nikoli denarja z javnih sredstev, iz države nič in sem pa tja, hočemo pa in za ne vem, kaj vse si zasluži ta projekt. Ne nazadnje smo v odgovoru v zadnjem, ne nazadnje, ko smo kandidirali za sredstva, pred mesecem dobili odgovor, da je Rockerji poje pesnike sam sebi namenjen. Ne? In da bi se lahko, ne vem, kaj bi lahko z tega naredili, pa ne bomo delali medijskega pompa, kajti Tonja me nekako po mailu, niti me ni bilo poklicati, Dušan, v predgovoru si nekako si glasen, oster, ne vem, malo si oglad, sem pa tja, ne vem, kaj misliš? Jaz tisto preberem, seveda, noter so bili sami negativizmi, ne? Čez en teden, dva, pa dobro rekel, bomo to na novo, mislim, sem v 10 minutah spremenil vse negativizme v pozitivizme, ne? To pomeni urejanje knjige, ne? To je, temu jaz rečem, urejanje knjige, kajti knjiga mora biti narejena za tržišče, ne? Zdaj, če moje pisanje ni bilo pravilno, torej kot tistega, ki zaganja projekt, ne? In ki mora biti vedno v vlogi, sploh pa menedžer, mora biti v vlogi pozitivista, ne? Lahko zbruham železo, ne vem kaj vse, fantastično, se zahvaljujem vsem sodelavcem. Seveda, jaz predlagam čim več komunikacije, zdaj, da bi mi rekli, spet v tisti dnevnosti, mi povezujemo različne kulturne, umetniške sfere, pisce besedil, pa glasbenike, pa to, dajte, mislim, brez veze, ne? Mi hočemo iz tega nekaj narediti, ne? Hočemo profesionalno se tega lotiti, ne? Zdaj seveda nekateri razumejo tako, drugi tako in mi to svobodo dopuščamo, kajti res je, da na podlagi vloženih sredstev javnih, ki smo jih prejeli, to je skoraj nič oziroma nič, z mestne občine nekaj, temu primerno je tudi Rockerji poje pesnike projekt organiziran, ne? Torej nikoli ni bila to standardizirana, ukalupljena glasbena umetniška produkcija, za kar se jaz zavzemam, seveda, ne? Torej, to le nekako poteka na eni samoiniciativi, samopovezovanju, sospoštovanju umetnikov med seboj, na pretoku informacij. Jaz bi pa apeliral še enkrat to pozitivno komuniciranje, čim več, ne, v takem primeru, ker je to le, kot bi temu rekli, samogradnja, mi to samo na nek način urejamo, skupaj dajemo. Seveda, mislim, da je s to knjigo, s tem zbornikom, ki se bo še izkazal za zgodovinsko pomembnega, za jezikovno, slovensko jezikovno področje, kajti ne glede na to, kaj sem pisal v teh drugih dveh knjigah, ki si jih pokazal podjetništvo v kulturi, nacionalni podjetnik, program kulture, to je vse že zastarelo, mislim, da tudi prihaja druga doba. Prihaja to, kar se je Sara odlično vključila. Prvi članek na blogu. In to pesem, pa se zamislite, v slovenščini. Brana v Ameriki, v Avstraliji, ne vem, kje vse so sposobni slovenščino brati. Tu je prihodnost, torej v digitalizaciji. Torej to vse, kar mi počnemo, sedaj to je arhaično, to je zastarelo, to več na nek način nima nobenega smisla, oziroma to je en obračun s tem. In upam, da bomo, tako kot smo se pogovarjali, lahko razkrijeva, da bomo v bodoče šli v eno nov pristop k temu, da, kot si rekel, kot si predlagal pred 14 dnevi, da bi glasbeniki dali najprej ritme in melodije in bi vam, spoštovani pesniki, ponudili te melodije in na njih bi naklepali stihe. In bo to en novih 20 let, če bomo še živeli tako dolgo, oziroma jaz upam, da bodo drugi prevzeli projekt, oziroma nekateri pravijo, da jezika prostino, jaz lahko govorim. Dajmo besedo drugim. Ja, dajmo še besedo Bojanu Tomažiču, ki je pravzaprav v dveh vlogah. Nisem bil pripravljen. Bojan je pravzaprav v dveh vlogah, ker je kot avtor besedil, pa tudi kot glasbenik. Ja, glej tako. Nisem bil pripravljen. Jaz bi se
Jaz sem zdaj iz tega razbral, kaj so zdaj tu govorili, ne, da tu nekako ni denara, pa sem si jaz svojo sponzorko Alojzija Krajnc, Zgornja Velika 51, dela take lepe kape. Zbiram jaz naročila. To je prvo, kaj sem mislil povedati. Aha, Nigradu se zahvaljujem, da sem lahko prišel z centra do sem. Ja, v redu so naredili. Tak, ena gospa si sicer mnogo zlomila, ampak ti ima tudi posel, v bolnici imajo posel, ne. Tudi vse je posel, ne. Duša, on pravi, da nič ni posel, vse je posel. To je druga stvar, a kapo si moram gor dati, je rekla, ker te bo več denarja. Tretja stvar, ki jo moram povedati. Jaz nisem pesnik, jaz sem samo pisec besedil za take, ko so toti Vesenjak pa toti. To je tretja stvar. Kaj so še mi naročili? Kaj ti bom zdaj napisal? In to boš mogel v čisti perleščini. Če ravno si že 20 let Mariborčan, pa te srečujem, pa mi stalno maha. On misli, da mora tako na vasi stalno roko dati, če greš mimo, ali pa reči dober dan. To so v mesti. To si v mesti. Kaj, če bi mi zdaj Breda prišla list držati? Breda list držati. To pesem je v glasbo Sajt Bešlagič in je taka lepa. Kapo sem si umislil prav zaradi tega, ker je proženska. Proženska. Zdaj, če smo že pri proženski, moram še eno reklamo narediti, sem zvedel, da moram. Predvčerajšnjim sem začel jesti prebiotike in probiotike. Dobro. Pod Lipo. Pod Lipo kraj cerkve je umrl mož. Žena bi si vzela življenje, če ne bi bilo cvetov, ki dišijo. In Lipa res diši. Diši kot neizpolnjen del njenega življenja. Pod Lipo, kraj cerkve, je mož ležal. Žena bi rinila za njim na oni svet, če ne bi bilo listov in sence. In Lipa ima senco, vzito iz korenin njenega življenja. Hvala lepa. Še nekaj sponzorskih imam na koncu, ko bo konec vsega. Pa vsakemu še posebej na 4 oke bomo še kaj povedal. Hvala. Željko Perovič, ki je tudi nastopal kot pesnik, bil je pa tudi eno leto urednik. To ti šef poveda. Avtorski izvodi so seveda pripravljeni. Še 5. V 9x9 je 9 sonc in 9 senc, 9 ognjev v fluidu v Javorevem vrtu raztaplja 9 esenc. Vsaka kaplja je drget, vsaka v 9, vsaka še 5, daj, tu in zdaj, v jutranjih korakih, v lužah, v 9, v 9x9 te rosi poletje. Vsaka kaplja drget, vsaka še 5, zdaj sedaj. Hvala. Vitka. To je tvoja pesem, če sem pa razumel, od Ferija. No in lep pozdrav vsem še z moje strani. Meni je v čast, da sem lahko del tega dolgoletnega projekta. Rockerji pojejo pesnike, namreč tudi sama sem odraščala ob rob glasbi in vedno rada povem, da sem po duši rockerca. Tole naslednjo pesem pa sem uglasbila posebej za ta projekt lansko leto. Besedilo Feri Lainšček, naslov pa je Ko zvezde žarijo.
Razbil se je zlatimi krili, na nebu je služil le muzam, po zemlji ljudje so hodili. Ko bil je že dolgo na poti, se vode želel je napiti. Na temi sončnimi griči je dvakrat udaril s kopiti. Po noči, ko zvezde žarijo in Pegas udari s kopiti, pod streho nebeških utrinkov jaz s tabo želim se ljubiti. Je gledal dekle ob izviru in njeno človeško lepoto, ni hotel se Pegas vrniti tja v svojo nebeško samoto. Ostal je tu zgoraj nad griči, še zmeraj po noči, kdaj sveti. In srečen je, kdor ga zagleda in nekaj si mora želeti. Po noči, ko zvezde žarijo in Pegas udari s kopiti, pod streho nebeških utrinkov jaz s tabo želim se ljubiti. Saj noč je presvetla za sanje in duša je polna nemira. Saj čista je moja ljubezen kot voda, ki tukaj izvira. Ko zvezde žarijo, ko zvezde žarijo, po noči, ko zvezde žarijo, po noči, ko zvezde žarijo in Pegas udari s kopiti, pod streho nebeških utrinkov jaz s tabo želim se ljubiti. Hvala. Zdaj bomo vidva počasi zaključila svoje modrovanje. Nekaj sta že povedala o prihodnosti projekta. Torej, ta ideja, da bi pesniki pisali na glasbo, je zdaj v zraku. Me zelo zanima, kaj se bo zgodilo. Kaj pa ima še kaj drugega v načrtu, še kakšne predstavitve, Bellevue, kakšna druga? Ja, trenutno ne, trenutno se delamo na novem CD-ju, leto 18. Seveda, mi smo prej vsa leta posneli TV produkcijo, kot je bilo rečeno. Tudi v letu 17, ko v decembru smo to naredili, skromnejšo v literarni hiši Maribor, ampak zelo, mislim, da fletno. Mogoče bi še... Ni drugih načrtov trenutno. Bi še jaz povedal, da v bistvu, da je ta projekt tudi del dosti sporednih projektov, ne. Dosti avtorov je potem začelo sodelovati. To je ena stvar, druga stvar pa, kar se mi je, ko smo imeli prejšnji tedni predstavitev moje knjige, kar se mi je nekako izoblikovalo, da se je v bistvu začel ustvarjati tudi en žanr novi, ne. Namreč v bistvu so začele, tu so ene pesmi, ki so prvotno namenjene branju in potem glasbeniki nadgradijo. Včasih zelo uspešno, včasih pač manj uspešno. Potem pa je ena druga smer, ki se pesniki približujejo glasbenikom, ker vlada neka simbioza med njimi oziroma poskušajo biti pesniki del samega benda, ne, če malo metaforično rečem.
In te pesmi so pa zapravo že so ustvarjale nek žanr, ne? To je v bistvu žanr, to, kar dela Feri, to, kar je delal tudi recimo na prvih rockerjih, moji pesniki je bil Rok Vilčnik, ki zdaj tudi piše popevke, v bistvu so bile njegova prva objava bila tudi na rockerje, moj pesnik, teda mislim, da so tudi še tudi ene, kar se tiče prav literarne teorije, so neki rezultati, ki jih mogoče brez tega ne bi bilo. Ja, seveda, zdaj kot rečeno, meni je seveda veliko bolj všeč, da ni deklamiranje na improvizirano glasbo. To mi je veliko bolj všeč, seveda, in proti temu se bomo trudili čim bolj iti, da bo se proizvajala kvalitetna, popularna glasba, peta v slovenskem jeziku. Zdaj pa spet to, kar prej je Bojan mogoče omenil, ker sem res bil mogoče malce prenapadalen, da je treba pisati na rime. In bi pa tu trebalo seveda reči tudi glasbenikom, in glasbenike sem vedno prepričeval v to, da vse, kar je napisano, se da uglasbiti. Vse se da uglasbiti, ampak za težje besedilo, ki recimo ni dovolj rimano, pač potrebuje glasbenik več razmisleka, več časa, več dela, več treninga, ker ne gre potem na 4, 2, 8, pač gre mogoče na 7, 5, 3, kakorkoli. Seveda, mi se bomo trudili bodoče iti v to pop besedilo, pop glasbo. Me pa zelo veseli, da je vse v začetku, je bilo veliko poskusov prvih 10 let projekta Rockerji moji pesnike, veliko poskusov imitiranja. Mene to celo zelo veselilo, ki pa so se ponovadi končali tako, da so to improvizirali in so potem nekaj gor deklamirali, in ti projekti niso imeli nekega dolgega zamaha. Meni se pa le zdi, da eno življenje imamo, ene projekte, da je neke stvari treba peljati kontinuirano naprej in je to seveda smisel te kulturne produkcije naše. Tako se je rekel, meni se tudi zdi, za to približevanje rockerje pesmi ne pomeni zdaj, da morajo biti vse pesmi v rimah, vse morajo imeti refren, tudi kakšne ritmične uspele, pa kako drugače se da zelo, zelo dobro. Pač bistveno je ta simbioza med rockerji, oziroma da se grejo en drugemu nasproti, ali grejo pesniki nasproti rockerju, pa tako da to je oboje stransko. To seveda, ampak da bi tudi v družbi s tem se veliko ukvarjam, da bi različne prostore, da bi blažili ekstremizme. V bistvu mi s kulturno produkcijo lahko vedno blažimo ekstremizme, različne ekstremizme, torej da bi iskali dobro mero med tistim zdaj populizmom, ne nazadnje, tam imamo v glasbi oziroma kulturni produkciji, celo v medijski produkciji, en turbo, ne vem kaj, turbo folk, turbo pop, ne vem kaj vse, tukaj pa eno drugo ekstremno produkcijo, alternativo, subkulturno, vmes pa ni dovolj kvalitetne. V slovenski popularni glasbi se to najbolj sliši, na radio Val 202 na primer, pa na vseh slovenskih radijih, da ni po mojem mnenju dovolj kvalitetne slovenske pop glasbe. Stare glasbe pa ne vrtijo dovolj, zdaj pa se ti tukaj znajdi. Torej, to je zelo lepa funkcija v javnem interesu bi lahko bila, če bi to uspeli v bodoče, uspeli v tem iskanju dobre mere med različnimi ekstremi in s tem bi tudi blažili različne ekstreme in spopade različnih ekstremov v celotni družbi. To bi bila zelo lepa funkcija. Ja, za na konec bi še poprosil Ditko pa Ferija, zaključni nastop. Super, medtem ko se pa pripravljata pa malo marketinga, knjigo lahko danes tukaj kupite 19 €, kdo kupi knjigo, dobi CD zastonj po izbiri. In seveda lahko tudi drugo knjigo izbere. Prodaja se tudi knjiga Ferija Lainška Šlagerja, prodaja se knjiga Boruta Gombača Popevke, songi in šansoni. In še kaj boste na štandu našli. Avtorjem se seveda opravičujemo, da nismo bili
prej dovolj agilni in vam pred prireditvijo podelili avtorske izvode, kajti s tem bi tudi dosegli, da bi vi iz knjige brali, ne pa iz dneska, kakorkoli poskušamo biti boljši. Izvolite, hvala. Ja, kar si prej omenil pisati na že ustvarjeno glasbo, sem imel eno asociacijo, ki se mi zdi nekako govorenje o pravi poti. Namreč prijatelji so mi to govorili, veliko sta sodelovala Gregor Strniša, naš velik eden največjih pesnikov, in Boris Kovačič, glasbenik, že sta oba pokojna, ki je pisal za Stanko Kovačič. In to sodelovanje je bilo drugačno od vsega, kar smo zdaj govorili. Se pravi, ni Strniša napisal besedila in ga potem Kovačič v glasbo, in ni napisal Kovačič glasbe in potem Strniša napisal besedilo, ampak je preprosto njun postopek bil tak, da je prišel Kovačič s kako frazo, ko je bil Strniša, ne vem, dobre volje ali pa malo tako, in mu je to frazo zasejal. In potem je hodil Strniša s to frazo in so se porajali verzi in je te verze prve prinesel Kovačiču in sta potem izmenjaje delala. In se mi zdi, da je to tisto največ, kar pravzaprav se lahko doseže, zato so ostale tudi te nepozabne, dejansko nepozabne melodije od Stanke Kovačič, sigurno se vsi spomnimo. In še eno stvar bi povedal, kar se na nek način zdaj me dotika. Meni je Niko Graf-Harnauer večkrat rekel, Gregorja Strniša smo vsi neskončno spoštovali. On je bil pač v tej naši skupini, kot bi rekel, nek bard. Ko smo se napili, če smo ga pa hoteli pikati, užaliti, smo pa govorili, da piše besedila za popevke. In je rekel, Niko, in tako je Strniša umrl. In šele kasneje, ko je bil že dolgo mrtev, sem jaz skopiral, to zdaj Nika Graf-Harnauer citiram, koliko je naredil pravzaprav za slovensko kulturo, ker on ni pisal besedila kar tako, ampak prepoznamo seveda tudi v teh besedilih velikega pesnika. Tako da nek moj komentar tega, zdaj pozitiven ne, ampak tako da ne, veš, včeraj moj sin, ki se ukvarja z elektronsko glasbo, je tako mi pokazal, so predvidevanja, da bi zdaj v 5 letih že lahko roboti peli, da bi že lahko robot dejansko bil sposoben interpretacije, tudi čustvene, in to je nevarna pot, če bi tako delal, da bi zadevo dejansko sprogramiral do konca. Tako da jaz sem pač za to, da pesniki in glasbeniki sodelujejo čim bolj. Te računalniške programe pa ohrani za support. Pa še zdaj, Ditka bo zdaj improvizirala ob moji prvi pesmi. Druga je pa urejena. Kot roža je cvetela in on je dišal. Po nečem iz spomina in vetru izdaljav. Tako ga je čutila, kot čutiš redko kdaj. Ga smehom je vabila in vabil je maj. Mehko mu je postala, ker ležal ni trni, vso svilo mu je dala in kožo, ki dehti. Strastjo ga napojila in šla mu je v kri, kot smola se stopila, ki vonja ne zgubi. Bilo je v tisti noči, ko luna močima, še spal je kakor angel, ko tiho je odšla. Le sled mu je pustila in vzela kos srca. Vsa leta jo že išče, nihče je ne pozna. V spominu jo bo nosil vse svoje žive dni. Iskal jo bo v nebesih, a tam je tudi ni. Bila je Afrodita, že drug obraz ima. Kar hoče, to si vzame, se s tabo poigra. Pa še ena majhna stvar, mogoče v zvezi s tem, namreč dejansko je mene šele Ditka
po vseh teh letih mojega pesnikovanja dejansko spravila na oder, da sem začel na odru recitirati. Ti odri so se nama večali in večali, ne, ampak jaz sem nekako ta strah premagoval sproti, ne. In sem se že čistko fino počutil na odru in je potem po enem koncertu prišla ena gospa k meni in je rekla, tako celo vsičena, kako lep primer medgeneracijskega sodelovanja. In mi je ves tisti moj frajerski naboj splahnel v hipu. Demon ljubezni za konec. Vzemi podobe iz moje mladosti in sanje iz časov, ko upam. Moje srce je tam polno radosti, kot dete lahko še zaupam. Pridi spet čarna iz tiste bližine po moje plešoče korake. Tam, kaj naj vigret nikoli ne mine, naj drugi zamujejo vlake. Vse, kar lahko si zdaj dava, prav nič ne grenko iz spomina. Reci, da šel bi spet pomet čez mejo, ki zveže in loči svetove. Drzno bi hodil, kjer drugi ne smejo, prežali darov za bogove. Minula se leta pogrizajo vase, letimo ljubezni je večna. Še misli naj na te odnašate včasih, ko bil si taj ljubljeni sreča. Poznava in da so v tej zgodbi edina. Živajo vse, kar lahko si zdaj dava, prav nič ne grenko iz spomina. Reci, da šel bi spet pomet čez mejo, ki zveže in loči svetove. Drzno bi hodil, kjer drugi ne smejo, prežali darov za bogove. Minula se leta pogrizajo vase, letimo ljubezni je večna. Še misli naj na te odnašate včasih, ko bil si taj ljubljeni sreča. Pridi začaran iz tiste bližine po moje plešoče korake. Tam, kaj naj vigret nikoli ne mine, naj drugi zamujajo vlake. Minula se leta pogrezajo vase, ledemol ljubezni je večen. Hvala.